Dober dan, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ja, v zadnjih dneh sem spremljala medije in se pravzaprav veliko naučila o delu preiskovalne komisije, katere članica sem. Mediji ste namreč poročali, da naj bi predsednik naše preiskovalne komisije povabil Sovo oziroma kar predsednika Sove na vpogled pričanja Tatjane Bobnar in Lindava. Dejansko je to nenavadno in zame tudi nedopustno. Namreč ne pozabimo, ravno Sova je tista, ki bi morala pred našo preiskovalno komisijo pojasniti določene informacije, ki sta jih prej omenjena, dala preiskovalni komisiji za zaprtimi vrati. Torej, zelo poenostavljeno. Sova oziroma njegov vodja, njen vodja, kadilnik, naj bi, tako mediji, prišel poslušati tonski zapis pričanja dveh prič, ki sta povedali nekaj podatkov, ki so zaskrbljujoči in ki bi jih moral torej vodja Sove ali zavreči ali pa potrditi. V Novi Sloveniji smo zaradi takšne samovolje predsednika zaskrbljeni in enostavno mislimo, da predsednik Lamut brani svojega predsednika, torej predsednika vlade, gospoda Goloba. Namreč o tem, da naj bi Sova sodelovala kot del preiskovalne komisije ravno v zadevi, ki se nanaša tudi na njo, na komisiji nikoli nismo razpravljali. Edino, kar je komisija sprejela, je bil sklep o zaslišanju šefa komisije. Torej, mislim, da je zaradi tega postavil predsednik komisije pod vprašaj verodostojnost dela komisije in svojo lastno verodostojnost. In vi v Novi Sloveniji želimo odgovor. Mi smo enakopravni člani te komisije, bili smo aktivni na vseh sejah te komisije in zaradi tega danes od njega zahtevamo pisni odgovor v 48 urah. In sicer na temeljna 3 vprašanja. O prvem sem že govorila. Ponavljam, kdo, zakaj in na temelju katerega predpisa je povabil Sovo na vpogled pričanja oziroma poslušanja, celo tonskega poslušanja pričanja dveh oseb, ki sta dali podatke, da bi lahko bila Sova vpletena v določene stvari, ki bi lahko pomenile celo ogrožanje slovenske varnosti. Drugič, predsednik komisije je skrival, bom uporabila kar ta izraz, listinska dokazila, ki jih je Tatjana Bobnar poslala na komisijo 16.11. in iz katerih je mogoče sklepati, da so določene priče, ki so bile na vrsti in zaslišane po njenem pričanju, govorile neresnico. Torej, je predsednik komisije skrival listinske dokaze, s katerimi bi morali biti člani komisije seznanjeni. Torej, ponovno, v Novi Sloveniji se bojimo, da predsednik komisije skriva dokaze, ki so obremenilni za njihovega predsednika. In tretjič, vse pričanje Tatjane Bobnar, ki je bilo izrečeno javno, torej ste ga lahko tudi vi
poslušali in mu sledili in je sedaj na zapisniku, je označeno z oznako tajno. Ne samo tisti del, ki je bil za zaprtimi vrati. Zakaj, kdo, na osnovi katerega predpisa lahko javno izrečeno pričanje nekdo označi za tajno, predvsem pa s kakšnim namenom? Odgovor: z namenom skrivanja zapisnika, ki ga bi lahko večkrat pogledala javnost, predvsem pa bi ga lahko poslanci uporabili pri zaslišanju nadaljnjih prič in bi bil potem tak zapisnik tudi del končnega poročila te delovne komisije. Vkolikor bo ostalo vse skupaj tajno, bo ostalo tajno zavedno za vas in za javnost. In vedno bo ostalo neodgovorjeno vprašanje, to je pa temeljno, ali je predsednik vlade prekoračil svoja pooblastila in vplival na Tatjano Bobnar in Lindava, da bi po njegovih navodilih opravila določena dejanja znotraj policije. In to je nedopustno, saj je policija represiven organ in ne glede na to, kdo je na oblasti, si je ne sme podrejati in je uporabljati za svoje strankarske namene. In tukaj se zdi, da vsa ta vprašanja kažejo ravno v to. Gibanje Svoboda, poslanci Gibanja Svoboda, predsednik naše komisije, gospod Lamut, očitno nekaj skrivajo. In morali bojo priti pred javnost in povedati, kaj je res in kar ni. Sicer jim nikoli več ne bomo verjeli. Toliko za zdaj. Naše pismo bo zdaj šlo k predsedniku komisije, ki se bo lahko odzval na ta naša vprašanja, tako javno, kot tudi pisno, kar od njega zahtevamo, ker le pisna beseda nekaj velja, in bo dokazal, da ni kršil zakona o parlamentarni preiskavi, ne poslovnika o parlamentarni preiskavi. Če imate še kakšno vprašanje, sem vam na voljo. Mogoče, če samo ponovite tisti del o sklepu, ki se vam je zareklo, torej komisija, kakšen sklep je sprejela, oziroma kaj pa edini sklep bil v povezavi z gospodom Kadilnikom? Komisija je, šla sem kasneje pogledat, na eni od komisij, nisem bila opravičena, ker sem imela drugo obveznost, je sprejela sklep, da zasliši gospoda Kadilnika, in to je pravzaprav zdaj podlaga, da on kot bodoča priča ne more pogledati v vsebino pričanja druge osebe, o katerem vsebini se bo moral izreči pred parlamentarno komisijo. Z drugimi besedami to pomeni, da je dejansko to pričanje, se pravi pričanje direktorja Sove, zame pod močnim vprašajem. Ne glede na to, kaj bo rekel, mu bo težko verjeti, ker je bil pripravljen, ker je poslušal, menda, tako mediji, obremenilno pričanje zase. Vi ste rekli, da ste člani Nove Slovenije pač sodelovali na vseh sejah komisije. Vas prav razumem, niti pred, niti po tem obisku, niste bili seznanjeni? Nikoli. Nismo na komisiji se pogovarjali o možnostih pogleda Sove v dokumente naše komisije. Nismo bili ne ustno, ne pisno o tem obveščeni. Edinkrat, ko sem manjkala na tej komisiji opravičeno, je bila točka
delo komisije in takrat, kakor vidim iz zapisanega, smo sprejeli ta sklep, da se zasliši direktorja Sove. Nikoli se o tem nismo pogovarjali, ker tudi ni nikomur padlo na pamet, da bi Sova lahko v tej preiskavi sodelovala kako drugače kot tako, da bi bil njen direktor zaslišan kot priča, ki bi moral potrditi ali zavreči besede gospoda Lindava in gospe Bobnar. Zdaj, mi smo seveda naslovili ta vprašanja tudi na poslanca Lamuta, pa je bolniško odsoten. Me pa zanima, imate vi morda tako orodje, oziroma se ti vpogledi, do tega ne bi prišlo, tudi beležijo, da lahko vi sami od sebe preverite, ali je nekdo vpogledal v ta zapisnik tega pričanja ali ne, ste to že storili. To je prva stvar, ki me zanima, pa da še kar drugo vprašanje postavim, če ste lahko morda bolj konkretni v tistem drugem vprašanju, ki ga naslavljate na gospoda Lamuta, ko ste govorili, če sem prav razumel, o tem, da ne bi skrival določene listine, ki jih je naknadno poslala torej Tatjana Bobnar oziroma gospod Lindov, pa nisem prepričan. Lahko morda poveste, za kakšne dokumente gre in kaj, koga ne bi postavljali na lašči pol. Najprej moralo bi se vse, kar se vpogleda v dokumente te preiskovalne komisije in so označeni kot tajno, seveda beležiti. Sama nisem šla tega pogledati. Zaradi tega, ker mislim, da sem le ena od članic komisije in da mora nam na to vprašanje javno odgovoriti predsednik komisije, ker vem, da določene druge člane komisije to tudi zanima. In jaz ga ne bom šla osebno tehnično nadzirati, prepričana sem, da bo zmogel skupaj z svojimi sodelavci dokazati, najprej bom rekla opravičiti ta vpogled, pravno formalno opravičiti ta vpogled Sove, oziroma ne samo Sove, lahko bi bil kdorkoli iz Sove, pa bi rekli, da se je direktor Sove umaknil iz te zgodbe, ampak po podatkih, ki jih imamo iz medijev, je bil ravno on tisti, ki je šel pogledati in menda celo poslušati tonski zapis, da bo se lahko pripravil na zaslišanje pred našo komisijo. Verjetno je odveč vprašanje, kakšen pomen bo imelo potem to zaslišanje, ko je že nekdo naprej pripravljen na zaslišanje. To je enako, kot če bi inšpektorji odgovorno osebo nekega obrata povabili k sebi, ji pokazali zapisnik, kaj vse bojo spraševali in nadzirali in potem čez par dni tudi prišli točno to nadzirati. Verjetno se ne bi počutili varno pri takšni inšpekciji in tudi najbrž se državljani in državljanke ne morejo počutiti varno, če se je res to zgodilo, da sta predsednik preiskovalne komisije in direktor Sove zlorabila proceduro in vpogledala v tisto, o čemer ne bi smela biti seznanjena. Ker mi, ostali člani komisije, ki smo lahko seznanjeni za vsem, pa o tem nismo bili seznanjeni. Temu jaz pravim skrivanje. Drugo, kar se tiče listin, tudi v medijih sem zasledila, zato sem potem preko tehničnih služb predsednika pozvala, da je gospa Tatjana Bobnar poslala, in potem se je to izkazalo, ker to pa smo šli pogledati v sistem, da je 16.11. poslala listinske dokaze preko svojega odvetnika, ki naj bi dokazovali, da so priče, ki so bile zaslišane po njej, krivo pričale oziroma da niso govorile resnice. Jaz ne morem trditi, da so ti dokazi takšni, ker jaz nisem pravnica. Dokazi pa definitivno so.
In ti dokazi so bili tudi za člane komisije tajni oziroma sploh niso obstajali do, mislim, da je bilo 30.11. In če ne bi jaz kot članica komisije spremljala, kaj mediji poročajo, sploh ne bi vedela, da je Bobnarjeva te listinske dokaze poslala. In potem, ko me je kot članico zanimalo, kaj v teh listinskih dokazih je, sem zahtevala od predsednika, da jih da v sistem, da jih tudi ostali člani komisije vidimo. In rabo je točno 14 dni. Pa sem preverila, v teh 14 dneh k sreči ni bil bolan. To se pravi, da je bil v državnem zboru in da bi te stvari lahko že prej podpisal, da se nam jih pošlje v pregled. Torej 14 dni. Vse, kar sem danes naštela, ima nekaj skupnega. Ima skupno besedo skrivanje. In mi se sprašujemo, zakaj skrivanje, in zato tudi želimo pisne odgovore. A boste, če se izkaže, da je samovoljno, brez pravne podlage, povabil sobo in da ta ne bi smela, oziroma vsaj njihov direktor ne vpogledati, zahtevali zamenjavo, odstop, razrešitev gospoda Lamuta? To je zdaj sicer teoretično vprašanje, zato za nalašč danes tega nisem omenjala, ker vse v zvezi z Sovo vemo izključno iz poročanja medijev, za kar smo vam hvaležni. Če bi se pa izkazalo črno na belem, da je prekršil svoja pooblastila, kršil zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik, je najmanj, kar lahko zahtevamo, njegov odstop. Vendar zame je, če to se res, narejena takšna škoda, da vsaj v tem segmentu preiskovalna komisija nikoli več ne bo mogla nadaljevati dela, ne da bi na njeno delo padla senca dvoma. Ker zame je pričanje direktorja Sove po tistem, če je vsa pričanja poslušal, zame je neverodostojno, da ne rečem neuporabno. Jaz celo mislim, da so pripeljali tisti, ki želijo nekaj skriti in zaščititi predsednika vlade, očitno, da so pripeljali to komisijo do absurda. Meni je žal. Kakšna je pa sicer praksa, bi se predsednik komisije moral posvetovati z vami, glede vpogleda, morate vi to odobriti? Zdaj, poslovnik je tukaj precej nejasen, zaradi tega ga dejansko sprašujemo pisno. Vsekakor je v 6.a členu poslovnika napisano, da mora člane komisije sproti obveščati o postopku parlamentarne preiskave. Glejte, mi smo bili obveščeni iz medijev. Vas pa najbrž tudi ni obvestil, pa prosil, da nas obvestite, ne da ne. Potem drugo, glejte, on je kršil tudi 11. člen zakona o parlamentarni preiskavi, kajti priče ne smejo prej biti, oziroma priče morajo biti, piše, posamezno zaslišane, kar pomeni, da priče ne smejo vedeti, preden so zaslišane, kaj je rekla nasprotna priča. Tukaj ne samo, da so dobile vpogled, slišale so, kaj so govorile, pa še precej časa bojo imele, da se pripravijo na to zaslišanje. Torej, zame je ta komisija pravzaprav zdaj res kontaminirana. In škoda je, se navsezadnje tudi predsednik države, tudi predsednik vlade ne bo mogel dokazati svoje nedolžnosti, če v to dejansko verjame. Ti, ki zdaj delajo, ki se grejo te skrivalnice, mu ne delajo dobre usluge. Jaz bi na njegovem mestu si želela stvari razčistiti. On pa očitno želi to skriti. Ampak ta komisija ima še drugi del. Pranje. Da. Tega se žal še nismo lotili, ampak ja, tudi ta del bi znal biti zelo zanimiv. Toda sprašujem se, ali takšnemu predsedniku, ki za zdaj se izgleda dela precej samovoljno, še zaupati.
Moral nas bo z dokazili prepričati, da ni presegel svojih pooblastil, da bo lahko sploh še to komisijo vodil naprej. Komisija je pravzaprav začela delati na tem primeru, ki ga vi dobro poznate, čakajo še en zelo zahteven del dela in ravno zaradi tega, da bi razčistili vsa vprašanja, predvsem pa vlogo predsednika pri tem, smo se v Novi Sloveniji odločili, da damo ta pisna vprašanja. Veste, mi smo imeli že vmes vprašanje gospoda Lobnika, kjer sem jaz osebno opozorila, da moramo biti previdni, do kakšnih dokazov bo on imel, ker je vendarle delo pri gospe Bobnar. In takrat je predsednik komisije zagotovil, da on ne bo imel dostopa do dokazov, ki se nanašajo na njegov čas delovanja v Ministrstvu za notranje zadeve. S tem je dejansko nam dal za prav predsednik, da je treba tiste, ki so na nek način vpleteni, da jih je treba izločiti oziroma izključiti. Razen zdaj za tem zame nedopustnim zdrsom, ki pušča res zelo veliko neodgovorjenih vprašanj in seveda meče res slabo luč na delo vse komisije in jaz sama ne bi bila rada del takšne komisije, ki ne bo mogla vedno stopiti pred kamere in povedati, kaj je res in kaj ne. Ste vi govorili morda tudi s preostalimi člani komisije, se pridružujejo vašemu pozivu? Jaz sem govorila z preostalimi člani komisije in vam bojo sami povedali svoje odločitve. Zdelo se mi je pa prav, da obvestim tudi ostale člane, da bomo pač mi postavili to javno vprašanje. Ali je komisija, ali ste seznanjeni kot članica, ali je komisija prejela kakšno zahtevo Sove morda po pogledu v ta zapisnik? V medijih je bilo zaznati več različnih verzij, zakaj je prišlo do tega vpogleda. Eden je ta, da naj bi Sova želela vpogled. V redu. Želimo odgovor, ali je to res in kdo je bil tisti, ki je iz Sove prišel pogledati. Druga varianta je pa ta, da naj bi predsednik sam poklical Sovo in prosil Sovo, da se opredeli, ali so bili izrečeni podatki na pričanju tudi tajni. Tudi to v redu, vendar ne v tem konkretnem primeru, ko govorimo ravno o pričanjih, ki se tičejo Sove in njenega direktorja. Ampak vi ne veste, da bi obstajal zahtevek Sove, da bi Sova prišla, niste ga videli? Ne, glejte, vse še enkrat, vse, kar se tiče pogleda, želje ali poziva Sove v zvezi z pričanjem Tatjane Bobnar, sem kot članica komisije izvedela izključno iz medijev. In to je tudi eden od razlogov, da smo danes naslovili na predsednika pismo z jasnimi vprašanji in želimo tudi jasne odgovore.